Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Spet je predah v gibanju, oddaja, v kateri je prijetno, če se udobno namestimo, kajti ponavadi imam zelo zanimive goste. In tudi naš večerni gost danes, gospod Božidar A. Kolerič, sodi med njih. Zelo ustvarjalen, mogoče če začnem kar s temi slikami, ki so tule zadaj za nami, to so njegova dela. Ampak ne samo to, počne še marsikaj drugega. Seveda o tem bo več povedal sam. Pozdravljeni, gospod Kolerič. Pozdravljeni. Glede, tele slike naj bi bile neke vrste energetske slike. Težko bi rekla zdajle na začetku oddaje, da karkoli čutim. Zanima me, kako bo to izgledalo na koncu, ko bova pravzaprav kar določen čas izpostavljena temu sevanju. Pa zakaj rečete tem slikam, da so to energetske slike? Nenazadnje sodijo v sklop neke zbirke, ki ima naslov Zlata vrata zavesti in portali luči. Toliko lepega na kupu. Hvala za kompliment. No, vsekakor energetske slike, morda zaradi tega, ker pač vsaka stvar v tem bivanju je energija, kakorkoli že. Barve imajo tudi svojo energijo. Namen, ki je v teh barvah, ima tudi svojo energijo. In mislim, da prav ta namen, oziroma ta zgodba, ki je pravzaprav v teh slikah, odseva tisto energijo, oziroma na nek način seva to energijo. Čeprav sprva sam niti nisem na nek način vedel tega, to so mi šele ljudje povedali in morda mi boste na koncu te oddaje pritrdila tudi vi. Namreč tale Buda prav skrivnostno pogleduje, ne veš, kam gleda, pa vendar gleda. No, mogoče bova videla, kaj nama sporoča. Poglejte, zanima me, namreč galerijo imate v Stari Ljubljani, tam so tudi te slike na prodaj. Kar nekaj jih je, težko bi rekla, če bi morala izbirati, katera je tista, ki bi jo odnesla domov. Ali imajo tudi drugi ljudje težave, ko pridejo k vam, da si izberejo sliko, ali lahko rečeva, da slika morda nagovori človeka? Mislim, da ravno to, slika nagovori človeka. V tem primeru, ko so pač slike razstavljene, dolgo časa niso bile na ogled, ampak so bile delane samo po naročilu, izključno za določeno osebo ali za določeno hišo, prostor, kakorkoli že. Torej so se ljudje odločali za te slike. Zdaj, pa ko so slike nekako razstavljene, oziroma jih lahko vidi tudi naključni obiskovalec ali oziroma širši krog ljudi v živo, seveda pa potem, tako kot ste rekla, se pač nekako slika, oziroma nekako slika nagovori človeka. Enkrat morda celo istega človeka, enkrat ena, enkrat druga. Odvisno, kako je pač človek v tistem trenutku naravnan, razpoložen in tako naprej. Pa vendarle, če so slike energetske, imajo nek določen namen. Na kaj naj bi vplivala ta energija? Jaz mislim, da je vsaka slika, tako kot sem že prej povedal, ali vsaka stvar energetska, ima svojo energijo. Pri umetnosti, oziroma pri tovrstni umetnosti, pri slikanju pa verjamem, da gre za nekako dve veji, za nekako subjektivno pa objektivno umetnost. Subjektivna umetnost po mojem na nek način izžareva, izraža tisto, kar tisti trenutek umetnik čuti in da na platno. Se pravi, njegova osebna izkušnja prelita v barve in na platno. Medtem ko pri objektivni, za katero upam, da je tudi moja, je pa drugače. Je pa zajeto tisto, kar čuti nekdo drug. Je zajeto tisto malo širše. In morda zaradi tega ljudje najdejo v tem malo več. Poglejte, gospod Kolerič, če bi jaz prišla k vam pa rekla, naredite eno sliko prav zame. Kaj bi vi potrebovali, da bi recimo ta slika na nek način mene energetsko nagovarjala na tisti pravi način, zaradi katerega recimo bi jaz to sliko naročila? Najprej... Mi gledate v dušo? Ja. Jaz mislim, da je to pravzaprav poanta vsega, ne? Da ljudje, ne samo jaz v tem primeru ali pa nekdo drug, ki se ukvarja s tem, ampak vsi premalo gledamo v dušo, preveč gledamo na fasado, na tisto, kar je od zunaj in potem pravzaprav sodimo
človeka. Vedno je napačno tako. Vsi vemo, da šele skozi določeno izkušnjo pridemo do prave resnice. In v tem primeru je ta izkušnja, pravzaprav ta pogled, malo globlji pogled v človeka, ne na človeka, ampak v človeka, se pravi v njegovo bistvo. Mislim, da se ljudje premalo nasplošno ukvarjamo s tem, že pri sebi. Niti vase ne pogledamo, tako kot bi lahko. In potem posledično tudi v drugega. Ampak, če konkretiziram, se pravi, za sliko, narediti sliko, potrebujem v določenih primerih samo fotografijo človeka ali pa njegovo ime in priimek, ki ima tudi svojo vibracijo, ali pa osebno srečanje, to je še najboljše. In seveda to, da vem o človeku čim manj, da se preveč ne vpleta s svojimi sodbami, ker vsi imamo to tendenco. Potem se predalčki odpirajo. In potem, skratka, zadeva ni več, rečeno po domače, čista. Se pravi, informacija ni več neokrnjena, ni več prvotna, je že sodba zraven. Če pa, seveda tako, kot se zdaj midva pogovarjava, se s človekom samo pogovorim, želite sliko, ja, v redu, prav, vaše ime, priimek in to je tudi vse. Kdaj pa ste začeli slikati? Slikal sem že sicer kot otrok, oziroma risal sem rad kot otrok. Ampak potem se je to nekako izgubilo, je glasba bolj prevladala. Kasneje po eni taki dramatični izkušnji, pač pa eni globlji izkušnji v življenju, pred malo več kot 20 leti, je pa to spet nekako prišlo na površje, ampak v drugačnem kontekstu. No, in zdaj bom prešla kar na eno od 3 obveznih vprašanj, namreč izzvali ste me, izkušnja. Morda boste z nami podelili to dramatično izkušnjo izpred 20 let. Namreč sprašujem o izkušnji, zaradi kateri ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. Ja, takole sem razmišljal, izkušnja je pravzaprav tisto, kar je bistveno in ne tisto, kar jo izzove ali kdor jo izzove. Gre za to, da pravzaprav sam izkušaš tisto, kar pač moraš izkusiti, tako ali drugače. Na tej poti smo pač vsi, ali to prepoznamo kot koristno ali ne, je čisto vseeno. Dejstvo je, da se zgodi. In tudi pri meni se dogajajo, se venomer dogajajo te stvari, enkrat globlje, drugič malo manj, ampak ta je bila res globoka, ker je pač na nek način prekinila dotedanji način življenja, dotedanji način razmišljanja. Skratka, težko je pravzaprav z besedami konkretno opisati, občutka se itak ne da. Ne da se ga opisati. Da se pa mogoče vsaj deloma pojasniti neko tesnobo, ki pripelje do preobrata. Se pravi, ljudje rabimo tisto, ne morem več, potem pa se stvari obrnejo. Se pravi, en ima nižji, drug višji prag tega do ne morem več, oziroma ne morem živeti več samim seboj s takim, kot sem. Skratka, nekaj se mora spremeniti. In zdaj, kaj je pravzaprav pa povod za to? Pri meni konkretno je bil povod za to en čuden dogodek, ki se bi morda meni samemu zdel kot iluzija, če ne bi bila v tem udeležena 2. Skratka, ena taka zelo zanimiva zadeva. Sredi noči sva se s prijateljem peljala domov z nekega žura in sva hotela še nekam naprej. Jaz sem bil sopotnik in kar naenkrat se je zaletel v šipo bel golob na moji strani. In seveda od šoka je prijatelj po noči. Je ustavil in smo rekli, kaj pa je zdaj bilo to, gremo ven, pogledava, bilo je pa pod ulično svetilko, ravno tako. Gremo ven, gledava, kje je golob in kjer goloba, ampak na steklu je pa ostal odtis kril.
ki se je zelo težko dal zbrisati, šele čez 2 ali 3 dni. In ok, takrat sva rekla, v redu, nekaj čudnega, ampak čez 14 dni po tistem je pa nekako, sem nekako dojel pravzaprav, kaj se je zgodilo, ker sem pravzaprav doživel en kolaps, in fizični, in čustven, in mentalni, dobro, čisti kolaps, ne, bi rekel človek. Bil sem na tem, da umrem. Enostavno konc. Ampak nekako je, tudi zdravniki niso nekako našli nekega pravega vzroka, ne. Neko akutno stanje že, ampak kaj bilo pa za vsem tem pa ne, ampak kasneje sem pač prepoznal namen tega dogodka oziroma tega kolapsa in kmalu po tistem sem začel nekako drugače razmišljati, drugače gledati na življenje, nase predvsem malo bolj zdravo začeti živeti in tako naprej. Skratka, bilo je eno dolgo obdobje potem tudi enega prilagajanja na nove navade, opustitev nekaterih razvad in tako naprej. Dosti je bilo treba potem vložiti energije, časa, truda, zato da sem se nekako spet postavil na noge in zaživel drugače. In potem so se počasi začele te slike, začela se je glasba drugačna, ker pač kot glasbenik po poklicu sem prej igral čisto drugačno glasbo, delal sem na radiju kot glasbeni urednik, živel dokaj stresno oziroma zelo stresno življenje, medijsko in tako in drugače. In seveda, to je bilo, s tem je bilo treba zaključiti. Ker pač sam nisem, ne? Je prišel opomin. Je prišel opomin. No, mogoče, če se malo lotiva tega, kako je bilo pa prej? Prej, v bistvu, kaj to pomeni, da nekako človeka seveda pripelje dejansko življenje tako daleč, kot ste vi rekli, do nekega kolapsa, ki je dejansko fizični, psihični, mentalni. To pravzaprav na nek način vendarle dosti hud udarec. Je. V bistvu vzrok za takšne dogodke je samo zanikanje. Jaz mislim, da kar izključno to, da ljudje živimo mimo tistega, kar pravzaprav smo. Da živimo predaleč od tistega, kar nam je v resnici namenjeno. Da gremo predaleč od svoje že zdavnaj začrtane poti. In nekaj nas mora spomniti na to, da se vrnemo na tisto pot, ki nam je na nek način namenjena oziroma smo si jo izbrali. Verjamem, da je hudo, recimo, ne? Ampak, ko gledaš z neke časovne distance, vidiš, da to pravzaprav pravi blagoslov. In tudi zdaj, po letih, tako dojemam to, ker konec koncev verjetno me ne bi bilo več med živimi, ne, če bi nadaljeval starim načinom življenja, če bi še vedno živel mimo tistega, kar sem čutil v sebi in se skušal na vse pretege infiltrirati v normalno družbo, biti sprejet, biti spoštovan, biti skratka nekdo, ki pač nekako funkcionira v tem sistemu, v tej družbi in na ta račun tlači svoje občutja, svoje talente, ki jih je dobil in svoje potenciale, ki jih ima. In zaradi tega pravzaprav so kasneje ti potenciali in ti talenti nekako prišli bolj do izraza, kot pa bi, če bi nadaljeval starim načinom. Mogoče ravno me zanima, če se lotiva malo vašega otroštva. Ali ste že kot otrok imeli te določene darove, potem se bova seveda posvetila še glasbi, zaenkrat se še nisva. Ali so morda starši opazili, ali so drugi opazili, ali ste morda tudi, ko ste odraščali, zdaj recimo, ko človek spet gleda s časovno distanco, potem veš, aha, sej že takrat mi je nekaj govorilo. Ja, absolutno. Jaz imam navado reči, da sem bil čuden že kot otrok, ne? Ker dejansko bil sem najmlajši, glavnem bil sem ta zadnji, ne? Dolgo ni bilo nikogar, potem pa jaz, ne? Se pravi, ljubljenček.
Mogoče mi zato ime Božji dar. Ne? Aha, Božji dar. Ja. V glavnem, nekako tako je. In starša sta bila pravzaprav, bom rekel, na nek način že precej izčrpana. Bila sta že precej, oče je bil že čez 50, ko sem se jaz rodil, mama pa tudi je bila že čez 40 oziroma okrog 40 in že 6 otrok oziroma 5 otrok prej. Tako da so me nekako na nek način vzgajali bolj sestre in pa brata. Ne? Nekako smo se bolj tako družili. Seveda, toliko starejši, ne? Ampak toliko starejši že, ne? Ja, tako je. Čeprav na nek način sem vseeno ostajal sam, bolj kot ne sam. Nekako sem čutil, da sem malo drugačen. V tem pomenu, da sem bil zelo občutljiv. Zelo sem bil ranljiv, hitro so me stvari prizadele, zelo sem bil, ne vem, videl sem stvari, ali pa slišal, ali pa nekako čutil stvari, ne, za katere nisem mogel nikomor povedati, ne, oziroma nekako bi bilo verjetno nerazumljivo. Ne. Zato sem se najraje igral sam, večinoma, ne. Nekako sem po svoje začel razumevati, kako pravzaprav življenje gre. In večino, bom rekel, teh napotkov za življenje, kakorkoli, sem kar nekako slišal oziroma dobil nekako sam. Ne znam tega razložiti bolj konkretno. Že kot otrok, ne? Že kot otrok. Ampak kasneje, ne, seveda, da bi pa, kot sem že omenil, kar je seveda primer kar v veliki večini, da bi, tako je, kot ste rekli, da bi ugajal oziroma da bi bil sprejet, ne, da bi se na nek način infiltriral. To, kar si vsi otroci želijo. Tako, seveda. Je pa seveda potem vodilo k temu, da se začneš pač prilagajati, da začneš igrati po pravilih, ki so na nek način splošna, ne? In potem pozabiš in potisneš nekam globoko vse tista čutenja, vse tiste čudeže, ki se dogajajo vsak dan okrog tebe. Nekako kar potem to zgine in... Skratka, lahko rečeva, da vas je materialni svet silno posrkal vase. Ja, materialni svet me je kasneje seveda zelo posrkal vase. Oziroma sem se pustil, da me je posrkal vase, ker se mi je zdelo, da zdaj pa nekaj veljam. Ne? Se pravi, v materialnem oziroma tako v nekih normah, ne? Sem pa zdaj v redu, sem pa okej. Ampak seveda ni šlo brez tega občutka grenkobe, da pa vendarle nekaj v meni je pa drugačnega in da želim to izraziti, pa tega ne zmorem, ne znam, ne smem. Ne? In zato sem na nek način marsikaj sfaliral. Enostavno ni bilo v moji smeri. Karkoli pač ne, ni bilo v moji smeri. In to je pravzaprav bilo kar ena tenzija je bila skozi v meni prisotna. Ne? Se pravi neka dvojnost, ne? Se pravi kako preživeti oziroma kako biti sprejet, ne? In kako izraziti tisto, kar čutiš. Ne? Večna dilema. No, zdaj pa se lotiva malo glasbe. Kako ste prišli do glasbe? Tudi že kot otrok, mogoče skozi družino, je kdo od staršev igral, bratje, sestre? Že kot otrok, glasbena družina, tako rekoč, vsi zelo dober posluh, po očetu, po mami tudi v smislu za pesmi, se pravi za poezijo. Tako da smo že od nekdaj, že kot otrok sem slišal pesem, v hiši je bila vedno pesem prisotna, če ne drugače vsaj za praznike, ko smo se dobivali, recimo za Božič, tako, ko se je družina zbrala. Z bratoma in še z eno sestro smo kasneje tudi en ansambel ustanovili, tako šolal sem se v glasbeni šoli in nekako je potem vse skupaj vodilo v glasbo. Kateri inštrument? Začel sem igrati trobento. Na lastno željo? Ne, pravzaprav
Oče me je vpisal v glasbeno šolo šele v 6. razredu osnovne šole. Jaz sem prej seveda pel, že zelo hitro sem, že kot, ne vem, mislim, da sem z 9 meseci že shodil, sem bil zelo hiter otrok. In z enim letom sem že govoril vse in vse, bil sem pač čudežni otrok, so mi rekli. In vem, da sem pohajkoval okrog hiše, pa prepeval in celo jodlat sem znal in žvižgat že preden vsi drugi. In je bilo prav zanimivo in sem potem seveda že v šoli, so me vedno porabili pri pevskih zborih za solista in tako naprej. Tako se je pač potem, ampak nisem pa, brata sta igrala že tudi, en je igral harmoniko, drugi kitaro. Sam bi pa tudi rad, ne, ampak nisem imel nekako inštrumenta, razen če sem komu izmaknil, recimo kitaro ali pa harmoniko, in sem nekako sam naučil. Potem pa me oče vpisal v glasbeno šolo v 6. razredu in seveda pa me je vprašal tam profesor, kaj pa bi ti igral, ne, sem rekel, pojma nimam, ne vem, kaj bi, nekaj bi, ne. Pravi, glej, na razpolago imamo violino, klavir pa trobento, ne. Sem rekel, trobento, ok, bom pa trobento. In izkazalo se je, da sem bil pač ta pravi za trobento, imel sem pravi nastavek, tako da sem že na prvi uri že kar spravil ton iz trobenta in to je bilo kar lepo, ne. In sem potem z dvakratno brzino delal glasbeno šolo, ne, tako da sem pač v enem letniku delal 2 in tako, in potem šlo naprej še na srednjo glasbeno in tako naprej, ampak nekako sem šele takrat začel razvijati bolj, no, ta talent. Pravite, da ste igrali v ansamblu. Takrat, recimo, je tudi to bilo zelo všečno. Vem, da so nam bila dekletom, da so nam bili glasbeniki zelo, zelo všeč. Ja, zato sem se pa kitaro tudi naučil igrati, ker je bila zelo pripravljen inštrument, ne. S inštrumentom ne moreš ravno ne vem koliko osvajati, ne. Ja. S kitaro je lažje, ker lahko zapoješ zraven in vse. In to je bilo seveda tudi nekako normalno, da smo imeli, sploh še, bom rekel, v srednji šoli, no, razne srečanje mladinske in tako naprej, še v unih časih, ko je bilo to bolj prisotno, se mi zdi malo več tega druženja in smo kar dost prepevali in se družili ob glasbi in je bilo luštno, ne. Kaj pa tisto drugo vprašanje? Namreč zdaj mogoče boste lahko tudi razpredali to vašo veliko spremembo. Namreč 5 vaših dobrih lastnosti želim. Pa mogoče me zanima, da je še dodatno vprašanje, ali so se te dobre lastnosti pojavljale v otroštvu, ali so potem izginile v tem kritičnem obdobju, ko vas je pač materialni svet v taki ali drugačni obliki posrkal vase, in ali so morda spet zdaj prišle na plan, oziroma kako so se razvijale. Tole mi je pa zelo zanimivo. Namreč v bistvu 3 taka različna življenjska obdobja, kako pa je z neko stalnico, ki je dobra lastnost, vendarle lahko, ali pa ni, lahko jo tudi razvijamo šele kasneje. Jaz mislim, da lastnosti, kakršnekoli že, dobre, slabe, kakorkoli sodimo, se mi zdi, da so po defaultu na nek način prisotne in da jih razvijamo. Skratka, z širjenjem zavesti na nek način razvijamo te vrednote, te kvalitete. Zdaj o sebi govoriti, kaj je moja dobra lastnost, je zelo, bom rekel, težko na nek način. Ne vem, sploh ne vem, kaj bi rekel na to. Se pravi, kaj je 5 dobrih lastnosti. Prej bi skoraj znal našteti tiste malo manj dobre. Zato pa sprašujem za teh dobrih, ker to je problem, ne? Ja, je. V bistvu človek veliko hitreje pravzaprav pri sebi opaža tiste stvari, tisto, kar bi lahko, oziroma kar ga moti, kot pa tisto, kar je dobro. Kar je dejansko dobro. Ja, zdaj bi lahko dal diplomatski odgovor, ne, pa bi rekel, vse dobro, ne, vse za nekaj dobro, ker konec koncev je, ne, ker nam pomaga prepoznavati stvari, nam pomaga rasti in tako naprej. Vendar bi bilo to res samo diplomatsko in čisto nič več. Zdaj, dobra lastnost je mogoče moja občutljivost. Čeprav to zdaj vidim kot dobro lastnost, ne? Prej mi je bilo breme.
Zdaj pa dejansko to vidim kot prednost, ker brez določene stopnje občutljivosti ne moreš zaznati nekih stvari, ne? In jih še teže izraziš, če nisi dovolj občutljiv. Mislim, da ta občutljivost mi je kar, se mi kar v dobro piše. Bi rekla, da se že malo stopnjuje proti jasnovidnosti, jasnoslišnosti, jasnočutnosti, greva v tej smeri? Recimo, ja. Namreč pri slikah, verjetno brez tega ne gre. Ja, vendar ne želim v tem kontekstu, ki je recimo splošno sprejet. Zato, ker jaz tu gledam bolj kot zavest. Gledam kot širino zavesti, ne pa kot neke parcialne poti, ki na nek način označujejo potem, da je nekdo jasno viden, jasno slišen in tako naprej. Ker potem se zelo hitro da v nek koš. Aha, no to je pa mogoče druga dobra lastnost, ne opredeljujem rad stvari. Se pravi... Kar ste pravkar dokazali. Ne vem, ampak skratka ne sodim rad. Ne sodim rad. To se mi zdi, da je tudi kar dobro, no. Pride prav. Pride prav. Človek lažje živi. Ja. Je pa včasih težko. Ja, res je. Je pa včasih težko, ker v naravi nam je, da zelo hitro radi nekaj ocenimo, ne, to je pa dobro, to je pa slabo, ne. In na račun tega imamo lahko kopico težav v življenju. Ali je stvar dobra ali pa slaba. V vsakem primeru si naredimo en film, eno iluzijo, ne. To je mogoče tudi ena izmed teh stvari, ki se mi zdi, da so v redu. Lahko tudi nehava, gledajte, ni potrebno, da je to točno 5, če se vam pač zdi ali pa če vam pride na misel še kaj. Ne, v glavnem pač. Recimo to, da sem hvaležen za talente, ki jih imam. Človek bi rekel, da jih imate kar veliko, no vse zadnje se sploh še niso vseh dotaknila. Pišete glasbo. Ja. To je še en morda redek talent. Z glasbo sem tako, kot sva že ugotovila, povezan že od malega in kasneje me tudi ta občutljivost na nek način prepeljala do tega, da sem začel izražati muziko tudi na tak način. Ne samo s preigravanjem določenih stvari v različnih zasedbah, ampak tudi z komponiranjem, s pisanjem besedil zase, za druge. Napisal sem kar veliko, bom rekel, besedil in glasbe za različne izvajalce. Tako, če pomislim zase, še najmanj. In je čas, da spet začnem, ker me že dolgo preganja na nek način to, da spet začnem malo bolj komponirati. Še en talent, ki hoče. V neki novi kvaliteti predvidevam drugačna glasba sigurno. Ja, v različnih življenjskih obdobjih na nek način pač različno se izražamo, pridejo različna občutja na plan in seveda tudi počasi nekako zorimo, rastemo tudi ne samo v modrosti ali pa oziroma v nekih spoznanjih, ki nam jih življenje da, ampak tudi v načinu, kako to izrazimo. Torej, z znanjem, ki je potem tudi pridobljeno in tako naprej. Kaj pa še eno vprašanje, pa kar zdajle vam ga bom zastavila. Kdo ste? Božidar A. Kolerič. Jaz sem popotnik. Tako kot vsi. Čisto vsi smo popotniki, se mi zdi, skozi to življenje. In vedno bolj prepoznavam, da nimam jaz življenja, ampak ima življenje mene. No, zanimivo. Tile vaše energijske slike imenujejo se Be Art Angel. Kaj dejansko ta izraz pomeni? Recimo, dobro, če dobesedno preberemo, bodi umetniški angel ali bodi angel umetnosti, ne vem, nekaj podobnega, ne? Kaj pa pravzaprav vam to pomeni? Zakaj to ime in kako je prišlo do tega? Ja, torej to ime se je razvilo iz Art Angel, kasneje sem dodal še ta B, oziroma B. Te slike so začele nastajati, konkretno te, se pravi, pod tem imenom so začele nastajati pred 13 leti. In ko sem se nekako vprašal, kaj pa sploh delam jaz, ne? Kaj pa sploh je to? A to so kar nastajale?
Ja, začele so pač nastajati. Najprej so bile neke druge, neki pasteli, neko risanje, prerisovanje, skratka, te stvari. Ste se učili slikati ali ste čisti samouk? Čisti samouk. Sem se vprašal, kaj pa sploh delam. In nekako prišel odgovor, tole so pa angeli. Angeli. Kakšni angeli. Tamle bi lahko bilo angelsko krilo. Recimo, ne. Ja, in tudi je bilo kar precej teh kril prisotnih in tako naprej. Pa moram reči, da sem te angele že od začetka imel bolj kot neko metaforo, ne bom rekel kot neko figuraliko oziroma nekaj, kar se pač, kot jih razumemo v širšem kontekstu, kot bitja s krili in tako naprej. Razumel sem jih kot energije, ki pa vendarle se na nek način jih je treba znati približati ljudem. Oziroma tako, da bodo ljudje razumeli, kaj sploh želim. In da bi na koncu tudi sam razumel, kaj sploh želim. In mi je bilo to ime domače in sem rekel, ok, angeli. In ker je pač to art, sem rekel, ok, naj bodo art angeli. In se je tako potem to razvilo, pod tem imenom se je potem tudi eno društvo ustanovilo in to društvo deluje še zdaj, vendar pod drugim imenom. In ker smo se nekako takrat razšli, sem potem jaz tudi te slike preimenoval, oziroma šele malo kasneje, ampak nekako mi je ostalo to ime Art Angel, ampak me je nekako preveč na preteklost vezalo in sem se odločil, da to spremenim v Be Art Angel, kar pomeni, kot ste že ugotovili, torej bodi umetnost, be art, najprej be art, bodi umetnost ali pa bodi umetnik svojega življenja. Lahko tudi naj bo umetnost. Ali naj bo umetnost. Veliko je možnosti v slovenščini. No, vse zadnje je lahko tudi začetnica mojega imena, B.A., Božidar A. in tako naprej. Je kar nekaj teh izpeljank. Poglejte, zanimive se mi zdijo barve. Zdaj, če pogledamo samo tele 3 slike, ki jih imamo v ozadju, zelo, zelo močne, intenzivne barve. Zakaj vas privlačijo te močne barve? Ne bom rekel, da mene privlačijo te barve, ampak da obratno. Vi privlačite te barve. Tako, ja. Tako razumem svoje slikanje. Torej, kot orodje, kot kanal, ki daje to, kar dobi. In čisto nič več. Torej, jaz ne razmišljam o barvah. Pravzaprav o barvah zelo malo vem. Jaz sem se o barvah začel nekako poučevati samega sebe veliko kasneje, potem, ko sem začel slikati. Jaz o samih barvah nisem vedel nič. In kot pravim, tudi še zdaj ne vem zelo veliko. So ljudje, ki se s tem ukvarjajo in imajo recimo akademijo in tako naprej, ali pa se ukvarjajo tudi kot terapeuti, veliko več vedo o barvah kot jaz. Jaz pa več čutim in tu je pač ta razlika. Se pravi, če me nekdo čisto tehnično vpraša, zakaj pa ta barva, kako pa ta barva, ne vem, oziroma se moram potruditi, da o tem razmislim in mu potem serviram odgovor. Če me pa vpraša, tudi če me vpraša, odkot ta barva in zakaj me ta barva privlači, tudi ne vem odgovora. Odgovor je tam, odgovor je na platnu, odgovor je v sami sliki. In verjetno kako nagovori gledalca. Tako. Poglejte, veliko je zlate barve, potem so neki poldragi kamni, kristali, del vaše slike. To je, ne vem, nekaj neverjetnega, ko človek pravzaprav opazuje, je toliko detajlov, da bi lahko stal in gledal in opazoval in razglabljal in razmišljal, kaj vse želi povedati. Recimo, pravzaprav vsi ti polžki tu na Budi. Ja, to so dokaj kompleksne stvari. Recimo, če zdaj včeraj sem nekako, ko sem se, malo sem en arhiv pregledal in sem ugotovil, da teh del že preko 600 nastalo v teh 13 letih. Kar je kar zajeten opus, če lahko rečem.
In te slike so tudi doživele svojo evolucijo. Najprej so bile pač malo drugačne, ne, in potem so se nekako spreminjale, ne. In tudi na začetku niso imele kristalov. Kasneje, po parih letih so pravzaprav začeli se ti kristali pojavljati na slikah ali pa recimo tudi keramika, pa še kakšne druge tehnike. Tako da pravzaprav zdaj že ni več slike, skoraj da ne. No, tale je brez kristalov. Ampak tudi brez zlata oziroma teh zlatih lističev ali pa imitacije zlata ali pa kakorkoli že, ni skoraj da več teh slik. Pa prihajajo spet nove, ker nekako se mi zdi, da z rastjo zavesti, širše zavesti, globalne zavesti, nekako prihajajo tudi druge dimenzije bolj do izraza. In tudi ljudje, bom rekel, na nov način, na nek drugačen način lahko sprejemajo ali pa sprejemamo te druge barve, druge vibracije, druge oblike. Tako da še zdaleč ni končana recimo ta evolucija in da zdaj, kot ste že prej omenili, portali luči, ne, se širijo. Se pravi, da zdaj nekako na nek način ta zbirka pravzaprav sploh šele se formira, nastaja. Je pa res, da je v samem nastajanju teh slik veliko, bom rekel, se treba posvetiti detajlom, ki jih omenjate. Skratka, ne moreš kar nekaj namalati, ne. Treba je nekaj dati noter. Dokončati v bistvu, ne. Tako je, vsebino. Ampak ponavljam, ni to v moji domeni. Aha, to pride skozi vas. To pride. S tem jaz ne razmišljam, ko delam sliko. Če bi razmišljal, ko delam sliko, bi ne naredil slike. Mogoče bi ratala drugačno, ne? Ja. Tako da ne razmišljam in ravno v tem je pa verjetno pač potem ta prednost, ker te slike pač po besedah nekaterih ljudi delujejo kot žive, pravijo, ne? Tako. Ja, nekako ves čas privlači pogled, ne? Ja. Jaz vidim, da pravzaprav ves čas gledam vas in gledam malo tega Budo. In ja, tako kot sem rekla na začetku, na koncu je slika drugačna, kot je bila na začetku oddaje. Glejte, še nekaj me zanima. Rekli ste, da je veliko teh slik. Kje vse pa visijo? Te slike zdaj visijo že kar... Po vsem svetu, kaj ne? Po vsem svetu skoraj. No, največ jih je v Sloveniji, to je res. Potem jih je kar nekaj tudi v Nemčiji, pa na Hrvaškem, pa na Slovaškem, recimo, lani sem imel tam tudi razstavo, letos imam na Češkem, recimo, in tako me malo že vabijo okrog. V Braziliji, v Ameriki, v Indiji, na Kitajskem, v Avstraliji zadnje čase. Nekako kar nekaj ljudi iz Avstralije se zanima za te slike. Tako da nekako grejo po svetu okrog. Iščejo. Ja. Iščejo slike ljudi in ljudje iščejo slike. Ne? Spet sva tam privedno pri tem obrnjenem modelu, ne? Da nikoli ni vse enosmerno, ampak gredo stvari v obe smeri. Drži. No, ne nazadnje, tudi Edison s enosmernim tokom ni uspel, Tesla s dvosmernim pa je, ne, s smeničnim tokom. Drži, dobra primerjava. Ja, še nekaj me zanima. Ali imate občutek, da boste slikali še naprej ali se vam kaže že morda kakšna nova pot? Ne vem, ste dobili še kakšen dar kot otrok? Rekla sva glasbo, rekla sva slikanje, rekla sva petje. Da se ustaviva ob teh lepih stvareh, da ne bova premlevala tistih obdobij, ki so nepomembna, ker so za vami stvar preteklosti. Ja, pravijo, da znam dokaj dobro poslušati ljudi oziroma nekako ljudje, kar nekako na nek način tudi pridajo do mene. Mogoče imam tudi nek dar, bom jih rekel, zdravljenja, ampak morda pa, no, ker nekaj ljudi je že kar nekako spremenilo pot oziroma se jim je spremenilo življenje na boljše, ko smo se nekako srečali in tako. Pravzaprav vodim tudi meditacije in podobne stvari,
ko da nekako čutim z ljudmi. No? In to mi je lepo. Nekako se v tem čutim doma. Tudi kot v slikanju, kot v glasbi, se čutim tudi v tem, oziroma tudi v tem čutim svoje poslanstvo na nek način. Ki se spet šele razvija. Ki se razvija, ja. Bom rekel, je bilo obdobje v življenju, ko sem se na nek način izobraževal tudi v tej smeri. In sem bil takrat kar dost velik egoist. Sem kar precej mislil, koliko vem in koliko lahko zdaj drugim dam in kako sem jaz dober in kako tipično za začetnika na duhovni poti. Kako veliko vse vemo, vse znamo, vse bi radi podelili. Tako, ne. In potem pridejo izkušnje in potem pridejo padci in pobiranja in potem pridejo prelomnice, take in drugačne v življenju. In tako, zdaj vidim, da je pravzaprav edino te štejejo. Edino te pravzaprav ti dajo šele pravo znanje. In ko enkrat to znanje imaš, ga ne razglašaš več. Se pač razglaša samo, ne? Ja, enostavno pač to začneš živeti in če začneš to živeti, ljudje potem to začutijo in bi tudi oni radi. In tem je smisel. Poglejte, hčerko imate, stare 29 let, ste mi povedali, pa 2 vnučka. Ali tudi naslednja generacija povzema te darove, ali je na nek način bilo, če tako rečem, z lopato naloženo vam, drugi so pa dobili malo manj? To ste lepo povedali, z lopato, ja. En prijatelj moj je nekoč rekel, prosil sem za bicikl, dobil sem pa raketo. In zaradi to primerjavo dam. Ja, moji tamali, rečem, Urša, hči, je tudi dobila raketo, definitivno. Tudi ima vsekakor, ampak jih bo morala razviti, če jih bo hotela. Medtem pri vnukih, absolutno, oba, in Luka in Zara imata. Luka je bolj nekako na mene, da rečem, zelo občutljiv. In včasih mi je hudo, ker je fantek, ker ga vidim, da pravzaprav podoživlja podobne stvari, kot sem jih jaz takrat doživljal. In zdaj razumem in kolikor mu lahko, mu pač pomagam. Se pravi, da mu poskušam razložiti, da je to prednost. Zara, vnukinja, ona je pa bolj konkretna. Ona je pa bolj, bom rekel, ima življenje, zajema z veliko žlico. Ona kot da že zdaj točno ve vse. In ima ogromen talent za slikanje. Zelo lepo riše, zdaj pri 4 letih neverjetne stvari. No, bomo videli, mogoče. Tako da mogoče pa ne. Pa vendarle ne. Oba sta pa tudi glasbeno nadarjena. Aha, to se pravi se ti talenti, hvala Bogu, se dedujejo, naj gredo dobre stvari naprej. Ja, gospod Kolerič, mi dva sva tako rekoč pri koncu. Rekla bi, da imate še kakšno minutko, mogoče za kakšen prijazen nasvet, kakšno dobro željo, ali pa mogoče, če nam še kaj poveste, kar sva zgrešila, pa bi vendarle želeli povedati. Ja, pravzaprav hitro mine čas, ko je neko tak prijeten pogovor. Najlepša hvala za povabilo. Kaj bi rekel? Mislim, da sva že kar veliko povedala v tem pogovoru, ampak tisto, kar sem rekel nekje na začetku, se mi zdi, pa še potem vmes, kar se tiče izkušenj, se mi zdi zelo pomembno. Pomembna je izkušnja, ne tisto, kaj ali kdo jo izzove. In to, da se na vsem tem nekaj naučimo in da to sprejmemo. Hvala lepa, meni je bilo zelo prijetno. Tale Buda naj jo je lepo grel tule od zadaj. Mislim, da je zdaj le še malo bolj skrivnosten, kot je bil na začetku. Mislim, da mi je ta nasmeh bolj všeč, kot mi je bil na začetku. Ja, kaj naj rečem, slikajte še naprej, osrečujte ljudi in seveda za vsak dar, ki ga ljudje dobimo v taki ali drugi obliki, ki nam lahko polepša življenje, bodimo hvaležni in
Tako sem tudi jaz za tale pogovor, kot ste vi prej rekli. Hvala lepa. Tudi vam hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.